Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v novem delu Kulinaričnega mosta, ki ga na Svetovnem slovenskem kongresu pripravljamo skupaj z vami, rojakinje in rojaki po svetu, in seveda z našim gostom, to je etnolog dr. Janez Bogataj. Lepo pozdravljeni. Ja, tudi vas pozdravljam in pa vse gledalke in gledalce in ljubitelje jote. Ja, jota je danes na sporedu, to je ena taka tipična slovenska jed, najbrž primerna za vse letne čase. Ja, danes je to tipična slovenska jed, sigurno. Mnogi jo uživajo, zelo popularna je v planinskih kočah, recimo, a ne. Ampak, ta jed je bila v naš kulturni prostor uvedena in njena pradomovina, če rečemo tako v narekovaju, je Karnija, a ne. In od tam se je pa širila. Ena smer širitve je šla bolj proti severu, druga pa tule proti jugu, jugozahodu, a ne. Tako da mi danes razlikujemo tri glavne skupine te jote, a ne. Je pa to seveda taka značilna enolončnica ali pa bolje rečeno gostljata juha, v kateri je zelje, ali repa in še druge sestavine, ampak o tem bova kasneje, govorila. Ja, poznamo več različnih vrst, a ne. Seveda, vrste se razlikujejo ravno po sestavinah, a ne. Ampak meni je zanimivo že samo ime. Od kod ime jota? Ime jota, seveda, izvira iz latinske besede, iz stare latinščine in, pomeni, seveda gostljato juho, a ne. Seveda je v pozni latinščini se imenuje juta, poznamo pa seveda to besedo tudi, s keltsko besedo ith, in pa z bretonsko besedo jout. Pa še več, joto poznajo seveda tudi v Furlaniji, potem v sosednji Avstriji na Tirolskem, in celo v Latviji, a ne. Se pravi, je ta, bi rekel, juha ali enolončnica zelo, razširjena tudi po drugih kulturnih okoljih. V Sloveniji pa seveda, predvsem, na njenem zahodnem delu, a ne, kjer razlikujemo vipavsko, kraško, in pa istrsko joto. Kar tri vrste. Zanimivo. Torej o tem več v nadaljevanju, ampak če morda se dotakneva še same priprave. Jota je enolončnica, zdi se, da je priprava enostavna, a je dejansko res tako? Priprava je zelo enostavna, predvsem je zelo veliko, zelenjave, ne, to se pravi zelje ali repa, a ne. In zdaj, če govorimo o repi, naj povem, da, v primorskem delu Slovenije ali pa na tem sredozemskem delu Slovenije, tam, kjer je doma tudi vinogradništvo in vinarstvo, repo, v zimskem času shranjujejo na, grozdnih tropinah, a ne, in se tudi imenuje repa tropinka. In če damo grozdne jagode, rdečega grozdja ali črnega, kot rečejo Primorci, ta tropinka dobi tako, rdečkasto barvo, da ne govorimo o okusu, ki je briljanten, a ne. Skratka, repa ali zelje, potem fižol je pogosto tudi, ena od teh jod, kot bova slišala potem, kot bova povedala, ob koncu, je, tudi brez krompirja, a ne. Medtem ko v nekatere jote dodajo tudi krompir, seveda kakšen lovorov list mora iti tudi not, predvsem pa, a ne, to je pa, nepisano pravilo, pravijo, da vsaj z eno nogo mora prašič stopiti v joto, a ne. Zdaj, lahko je marsikaj od prašiča, kajti, jota kot, izrazito značilna jesensko-zimska jed, ne, je imela vedno ali pa tudi ima še vedno, nekaj svinjine noter, a ne, in to je lahko ali kakšna prašičja, noga, a ne, ali pa, predvsem tudi kakšna klobasa, a ne. Tudi klobase so, običajno bile tudi v joti, a ne. Mene prav zanima, kaj dajejo v joto na Finskem, namreč tudi tam jo radi pripravljajo in naša rojakinja Andreja Valtanen nam je poslala zanimiv recept, da ga pogledamo skupaj. Ja, na vsak način to bo zanimivo in, zelo hvalevredno, da ta recept ohranjajo tudi na Finskem.
V moji družini na Finskem je poleg moža sta tudi dva sinova in zelo sem vesela, da vsi radi hodijo v hribe takrat, ko smo v Sloveniji. Mož je Finec in seveda otroka potem na pol Slovenca, na pol Finca. In vedno, ko smo v hribih, gremo tudi v kočo jest. Tam so te jedilne žlice, med katerimi je tudi jota zmeraj najbolj priljubljene, in tudi druge jedi, ki jih, prodajajo oziroma nudijo v planinskih kočah. Jota zame ni samo tradicionalna slovenska jed, na katero imam lepe spomine, predvsem iz tega vzroka, ker je povezana s hribi, s preživljanjem prostega časa, ampak tudi zato, ker me spominja na te lepe trenutke, ke smo jih preživeli s vso družino v hribih. Finska je ravna dežela in, zato tukaj nimam možnosti, da bi hodili v hribe. Najvišji hrib je Halti, 1300 metrov, in ta je na Laponskem. To pomeni, da je od Lahtija, kjer stanujemo, približno 1000 kilometrov, in seveda, v ta del Finske ne hodimo za konec tedna, tako kot sem bila navajena doma. Moram priznati, da ko sem prišla na Finsko, več let nisem delala jote. Na Finskem imamo društvo Finsko-slovenskega prijateljstva, kjer so člani večinoma Finci. In za Fince pripravljamo vsako leto tečaj slovenskih jedi. Program in tudi recepte za, te tečaje velikokrat pripravim sama. In lani, sem se spomnila na joto, imeli smo jo na programu in Fincem je bila presenetljivo zelo všeč. Čeprav je, kislo zelje, ki ga Finci ne marajo prav zelo. Ampak meni se je zdelo nekaj čudovitega. Tako dobra je bila, da ko sem prišla domov, sem naredila joto takoj še za nas, in po tistem sem tudi večkrat skuhala za vso družino. Tako, videli smo, kako joto pripravljajo naši rojaki na Finskem. Hvala gospe Valtanen za tale posnetek. Gospod Bogataj, omenili smo različne vrste jote. Morda se zdaj ustavimo pri njih. Ja, zdaj mi imamo 3 temeljne skupine jot. In sicer je to vipavska jota, ki je tudi podobna kardijski, se pravi izvirni joti. Potem je tukaj še kraška jota in pa istrska. Ta karnijska ali vipavska, lahko bi rekli tržaška jota, je izdelana iz kislega zelja ali repe tropinke. Nekateri dodajo noter tudi sveže zelje, potem ohrovt, pesne liste, fižol, krompir, svinjsko mast, malo bele moke, da se zadeva zgosti. Potem dodajo tudi nekaj koruzne moke, nekateri, česen, sol, poper, še celo žajbelj in pa nekaj od prašiča ali svinje, a ne. Skratka, vidimo, da je ta nabor sestavin zelo pester, a ne. Ta jota, čeprav se imenuje vipavska, je značilna za goriško območje, Vipavsko dolino in delno tudi sosednjo Furlanijo, Julijsko krajino. Potem imamo pa drugo skupino, je pa kraška jota. V kraški joti je pa zelje, krompir, fižol, ješprenj ali ječmen, kot mu rečejo, v tem delu Slovenije. Se pravi, ne zrnje, ampak kaša, ješprenjeva kaša. Svinjina, lovor, rdeče korenje, moka, česen in pa oljčno olje. Nekateri tudi na Krasu kuhajo joto iz kisle repe, a ne, tako da namesto zelja. Potem je pa še tretja, je pa istrska jota.
ki pa je brez krompirja, je značilna zimska jed in jo kuhajo ob beli polenti, a ne. To se pravi, ti servirajo to juho, zraven pa en kos po možnosti popečene bele polente. Sicer pa dodajo v joto zelje, fižol, meso ali pa znamenite istrske mesene klobase. Zdaj, če govorimo o fižolu, je treba povedati, da tudi fižol je prišel v naš kulturni prostor, in sicer šele v 17. stoletju. Od takrat naprej je pa seveda postal zelo popularen in jaz se večkrat pošalim, da je to tista jed, ki jo tudi slišimo. No, jaz nobene od teh jod še nisem probal, ampak tiste, ki sem pa jih, Ja. so mi pa vedno najboljše en dan stare, recimo, da so se okusi malo prepojili. To velja za vse Aha. enolončnice. To velja za vse enolončnice, če so en dan stare, ko se okusi, bi rekel, razveselijo v tistih tekočinah noter, v katerih se nahajajo, potem so te zadeve še toliko boljše. In najbrž ima jed še poseben okus, če jo damo v tisto pravo posodo, da jo postrežemo v nekem morda glininem lončku oziroma posodici. Zdaj, lončena posoda je tradicionalna posoda, to je en dodaten motiv. Morda je zanimivo za vaše gledalce in gledalke, morda ne bo to, ker živijo v drugih kulturnih okoljih, kjer za te zadeve veljajo trdna pravila, ampak dejstvo je, a ne, da bi mi morali v prihodnje ne samo propagirati in promovirati nekatere značilne lokalne in regionalne jedi, ampak tudi posodo, v kateri se te jedi ponudi ali pa pripravlja, a ne. Glede tega smo še v srednjem veku. Ja, se bova morala še kdaj srečati in na kakšno na to temo posneti. Ja, na vsak način. Mislim, da je zelo važno, da ljudem pokažemo možnosti, a ne, kdaj lončeno posodo uporabiti, kdaj ne, kako jo postaviti na mizo in vsekakor kot nekaj izjemnega, nekaj izrednega, nekaj, kar je presenečenje, ki mu sledi potem presenečenje okusov. Doktor Janez Bogataj, najlepša hvala za dan. Hvala tudi vam. Tudi vam, gledalke in gledalci, hvala za spremljanje. Ob juti, takšni ali drugačni, vam želim dober tek in vabljeni, da tudi naslednjič ujamete novo epizodo Kulinaričnega mosta.